Riklijev pohod letos poteka že 19. Gre za pohod po poteh zdravilca Arnolda Riklija. On je bil namreč začetnik zdraviliškega turizma na Bledu, ki se je v veliki meri ohranil še danes. Arnold Riklij je že pred več kot 150 leti vedel, kako pomembno je živeti skupaj z naravo, kako pomembno je pravilno prehranjevanje ter tudi veliko gibanja. In lahko smo hvaležni, da si je za svoje preučevanje izbral prav Bled. Mi se trudimo, da še naprej krepimo te njegove že takrat zelo moderne metode in pristope in ideje, ki so pa zdaj še toliko bolj pomembni. No, saj kot sami veste, gre turizem prav v to aktivno zeleno smer, aktivno preživljanje prostega časa v naravi, ob zdravi hrani, na soncu, na zraku in ob vodi. Vse to so organizatorji združili v Riklijev pohod. Turizem Bled in blejski doktor Leopold Zonik že vrsto let pripravljata tovrstna srečanja. Riklij, ki je bil po rodu sicer Švicar, je namreč naredil prvi intenzivni korak k modernemu turizmu. Ja, od Riklijevih časov je postala predvsem ta ideja riklijanstva. No, Bled je od nekdaj in še vedno je kot ena taka zelena, zdrava outdoor destinacija. Tako da ta Riklijev pohod je samo eden od pomnikov, v spomin na Riklija, kraj pa se trudimo, da ves čas celo leto živi v tej ideji, no, zdravega preživljanja prostega časa. Pohod že vsa leta poteka po istem načrtu. Že ob 7. uri zjutraj se obiskovalci zberejo pred hotelom Golf, kjer jim izmerijo srčni utrip ter vsebnost sladkorja. Nato se po Riklijevi trim stezi odpravijo na stražo. Tam jih čaka zdrav zajtrk, kasneje pa sledi še sprehod do kempa Zake, tisti močnejši pa se odpravijo še na Osojnico. Srečanje zaključijo s kosilom na travniku ob jezeru. Zračne, sončne in vodne kopeli je letos vodil športnik Aljaž Fajfar. Ja, držimo se Riklijevih načel, to je to, da smo na soncu, da smo goli oziroma v gatah, da smo na svežem zraku in to je v bistvu to, kar se tega tiče. Telovadba je pa nič posebnega, klasična telovadba. Riklij se je ravnal po načelu: voda koristi, zrak še bolj, najbolj pa svetloba. Verjel je v bose sprehode, večkratne vegetarijanske obroke in lepo okolje. Njegove metode, združene s sodobno terapijo, danes izvajajo v hotelu Golf, v mediko-regenerativnih programih z Riklijevim izročilom. Ja, veste, svet, Evropa se Riklijevega poslanstva zelo zaveda. Seveda zmeraj je tako, da v domačem kraju si pač najmanj gor vzeta, cenijo te drugi, pa vendar zadnje čase vidimo, da tudi Bled je povzel to Riklijevo gibanje, je povzel te ideje. No in na Bledu se pozna tako v turizmu, v hotelih, da sledijo temu duhu. Več 10 obiskovalcev se je na lepo sončno nedeljo udeležilo pohoda. Vsako leto pridejo odrasli, starejši in tudi otroci. Rada tudi hodim, ker smo doma z Bleda, pa še nikoli nisem šla, pa so se z mami odločile, da bova šle, pa tudi tako, da vidiva, da bova lahko tudi same šle kdaj, pa malo tako za sprostitev. To ni moj prvi pohod, ampak je moj 15. pohod. Udeležujem se ga pa iz enega lepega razloga zdravstvenega, veliko gibanja, kar je tudi poudarjal Riklij. Pridemo vsak let, koronarno društvo Gorenjske smo to, iz vseh krajev. Se nas udeleži takem okoli 20. Mi se ravnamo po Riklijevih načelih. Ja, mi dva živiva zdravo po Riklijevih načelih, se športava, redno imamo 2-krat na teden namizni tenis, pa imamo 2-krat na teden telovadbo z društvom, mislim, da je plus vsega dela, kar je doma. Velika vrsta se je javila pri podpisovanju posebnih Riklijevih knjižic. Kar nekaj ljudi je žig prejelo že 19. Podpisoval jih je gospod Vojko Zavodnik, ki velja za enega največjih poznavalcev Arnolda Riklija. V tujini je Riklij izredno priznan, posebno v Ameriki, ampak nas pa skozi kulturno dediščino se nekako zanemarja in smo želeli pač čim več podatkov o njemu zbrati, tako da tudi na svetovnem, globalnem nivoju zbiramo ogromno informacij in upamo, da bomo še letos izdali tako publikacijo. Med drugim je v lanskem letu na straži gostil Riklijeve potomce, ki se pred tem še nikoli niso srečali.
Rikljev kult, vidite, bo začel tudi na Bledu verjetno obnavljati in ljudje bodo v tem smislu se zavedali in mislim tudi, da bo življenje prineslo tudi Bledcem zopet veliko lepših stvari, ko bodo znali njegovo ime držati. Prijetno telovadbo v senci ob čudovitem razgledu nudi že Riklijeva trim steza. Tam stoji tudi spomenik, ki je bil izdelan ob 50-letnici Riklijevega delovanja. Ja, riklijanstvo se je na Bledu prijelo in zmeraj bolj ga čutimo in tudi prebivalci Bleda so z nami. Za konec pa, kot pravi moto Riklijevega pohoda. Riklij vas vabi nazaj k naravi, da z zdravilnimi terapijami vas ozdravi.